Evropski poslanci so potrdili predlog, da bi bile etikete na kozarcih medu, ki jih kupujemo po supermarketih, po novem bolj pregledne. Pobudnica direktive pa je bila prav Slovenija. Zdajšnje označevanje pa je preveč splošno in potrošnika ne ščiti pri polzenju medu po grlu. Zdaj bo pa moglo pisati slovenski med 30%, ne vem, hrvaški med 15%, indijski med 10% in potrošnik bo lahko pogledal, aha, Slovenija mi je všeč, tukaj mi je všeč, tukaj pa ne zaupam, tukaj je pa še voda neoporečna in dejansko bo dobil informacijo, odkje ta med prihaja. Danes pa v bistvu ne ve nič. Ko, a ste posneli? Dobro. A ste zelo? A vse eno medico? Končno, slovenski med 10%, avstrijski med 20%, neidentificirana brozga z Indije 70%. Transparentno. Skrajni cajt je bil, ker do zdaj je bilo tako, da praktično res nismo vedeli nič o izvoru medu. Smo mogli klicati pol to državo, ki so ga proizvedli. Halo, Bolgarija? Dober dan, ja, ste vi Salfta med, mogoče? Ka fruštek delamo, pa ne bi radi... Ne vem, če pa še urin poleg tega rženega kruha. Aha, niste. Roksi pa tudi niste imeli, ne? V glavnem, kot vedno nas zanima, koliko je to pomembno potrošnikom? Ja, pomembno je, odkje prihajajo med, ne? Zelo. Ja, ful so važne, da saj veš, odkje so. Kaj pa je gor nalepljen, pa itak ne veš. Na medu? Ja. Dosti pomembno, ja. Ja, zakaj? Na medu, recimo, izvor, predvsem, ne. Ful pomembno je. A je pomemben izvor medu? Ja. Ja. A pri drugih stvarih tudi gledate izvor? Kaj, če jih gledamo? V glavnem, na oddaji ta teden spodbujamo lokalno nakupovanje medu pri priznanih slovenskih kmetih. Čeprav še raj kot med spodbujamo nakupovanje šnopca. Med je sladek, cukor pa nezdrav. Pretehtajte. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal. Imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.